Dobrodošli v starodavnem, veličastnem rimskem mestu Efes. Ko govorimo o Efesu, verjetno večina ljudi najprej pomisli na tole osupljivo zgradbo za nama. Jaz sem spet Indiana Jones. No, to jaz mi rekla, da moram sem gorja. Hejho, dobrodošli nazaj na najinem kanalu, z vami so Ponči Sonč oziroma Alex in Cindy. In danes že nadaljujemo našo popotniško serijo vlogov po Turčiji. Lepo pozdravljeni že v kar tretji epizodi tega divjega road tripa. Danes vas bova vzela s sabo in vas popeljala v slavni Efes. Če ste zamudili prejšnje vloge, v katerih smo si že ogledali znamenito Trojo in pa starodavno grško mesto Pergamon, bova spodaj v opisu pustila direktne povezave do vseh prejšnjih in pa tudi nadaljnih vlogov. To je pa to, zdaj pa hitro skočimo naprej v novo dogodivščino. Danes gremo pa direkt na ogled, ambenga umahvanja. Dobrodošli v starodavnem, veličastnem rimskem mestu Efes. Preden začnemo s samim ogledom, bi vam rada dala en zelo dobronameren potovalni nasvet. Vhod v Efes, v bistvu vhoda v Efes sta dva. Midva sva se odločila, da avto pustiva pri spodnjem vhodu, pač na enem velikem parkirišču, se s taksijem zapeljeva do zgornjega vhoda in potem lepo se počasi spuščava nazaj po gričku do avta. V bistvu nenormalno vroče je tukaj, 39 stopinj, če sem čisto natančna, in da bi se v taki vročini povzpenjala gor v grič, po mojem nama ne bi rada. Tako da to je zelo dobra strategija. Še preden so Rimljani kadarkoli stopili na to ozemlje, so bili tukaj že zametki nekega naselja, in sicer že v bronasti dobi. Prvo naselje je bilo namreč umeščeno med dva hriba, ki mu daje zelo lepo zaledje in dobro strateško točko za obrambo. Neke bolj moderne civilizacije, se pravi v tem primeru Grki, so v bistvu prevzeli to mesto šele za časa ionskih kolonizacij. Pa kasneje je potem Aleksander Veliki, Rimljani in tako dalje. Skratka, zgodovina Efesa se začne že veliko prej, kakor je pač samo rimsko obdobje tukaj. Čistko za predstavo, če vas zanima, koliko je to v resnici veliko. Tukaj je včasih živelo 250 000 ljudi oziroma 250 000. In pa še en zanimiv podatek, odkrit ga je trenutno samo 15%, se pravi celotnega naselja. Jaz sem spet Indiana Jones, čist pašen klelo v ta antični svet, zdaj še metrica mi manjka. Drugač za nama pa stoji Odeon. Odeon. Oziroma koncertna dvorana, a ne? Taka mičkena. Taka mičkena, pa ga pa še da ene večje. Ful velike. Zelo zanimivo v bistvu, kaj lahko vse iz arheoloških ostankov nekako sklepajo, odkrijejo. Recimo, dotično ta tempelj je meni ful fascinantno, da je baje bil postavljen v konus, pač streha je bila v konus, čeprav to ni gliš čist tipična gradnja za Rimljane. Sprehajamo se po glavni ulici v Efesu. Posebnost te ulice je, da naredi kar 20 metrov nadmorske višine, pač razlike, in pa spodaj pod to ulico je tudi kanalizacija, ki je toliko široka kot ta ulica. Torej, govorimo o približno 6 do 10 metrih tudi na nekaterih delih, pa včasih, tukajle se mogoče vidi, je bila v celoti tlakvana z marmorjem. Ponče, jaz mislim, da sem čisto v napačnem tisočletju rojena. Koliko so imeli včasih lepe bazene. Poglej to, jaz bi se tudi tukaj kopala. Ja bi tata. Zdaj pa sam še takle ustank tlele, a ne? Ma, je vroče. Mečken. Sva kot dve kuhani ribi. No, sva rekla, da je velik vzpon. Tako da kar upoštevite najin nasvet, pa pejte iz odzgori dol.
Znotraj kompleksa Efes se nahajajo tudi terasaste hiše. Te terasaste hiše je sicer treba posebej plačati, zato se večina ljudi za ta ogled ne odloči. Midva pa misleva, da je ful fajn, da v bistvu spoznate, kako so takratni ljudje živeli, pač v kakšnih prostorih in podobno. So pa celotne te terasaste hiške pod streho, lih zaradi tega, ker vse te stenske poslikave in pač vse ostalo je zelo občutljivo. Najboljša primerjava z moderno arhitekturo bi bila kot neke večstanovanjske hiše z nekaj skupnimi prostori. Se pravi, so določeni odseki, ki so pač stanovanjski, se pravi več manjših stanovanj. Potem imaš pa kakšne take objekte, kot je pač ta salon bil včasih, ki so pa nekako te skupni prostori. Glede na prostore, ki jih najdemo in opremo, ki je ostala, sklepajo, da so tukaj živeli pač majčkeno bogatejši ljudje, aristokrati. Ker recimo tukaj na moji levi in na moji desni so ostanki privatne kopalnice, ki načeloma neki normalni smrtniki si jo ne bi mogli privoščiti. Midva sva se povzpela klele čist na vrh teh terasastih hišk in sva kot dva pražena ražniča. Ful je vroče in zatohlo pod temle šotorčkom, je pa ful lepo. Res pač ful enih mozaikov, fresk, še v bistvu čisto originalnih barvah, kakor so bile takrat. Sploh ne moč verjeti, da imamo tako antičnega svetla tle. Res lepo. Ja, res lepo in tudi zelo dobro ohranjen, ampak mislim, da se nama po glasu sliši, da sva zelo skurjena v tele vročine. Ko govorimo o Efesu, verjetno večina ljudi najprej pomisli na tole osupljivo zgradbo za nama. Tole je v bistvu knjižnica, ki je v svojih najboljših letih imela v bistvu tudi do 20.000 knjig, če se ne motim, in je bila tretja največja v rimskem cesarstvu. To je tudi en izmed najbolj ohranjenih delov Efesa in zdaj si ga greva pogledati. Še ena stvar glede Celzijeve knjižnice. Poleg tega, da so tukaj hranili zvitke, pa je bila na neki točki tudi mavzolej, saj je bil v sarkofagu pokopan oziroma danes hranjen tukaj en izmed rimskih senatorjev. Tale ogromen prostor je bil pa včasih market. Tržnica po domače. Se je bil že gledališče v Pergamonu ogromen, ampak tale je pa brutalen. Sprejemal je namreč kar 25.000 obiskovalcev. Joj, Ponč, tole je res ogromen. Ga pa zgleda ravno obnavljajo. Vidim. Sam. Ko pa mi je se igral pa je tukaj? Bova že nekaj naštudirala, pa malo improvizirala. Nekaj bova. O, Romeo, zakaj si Romeo? Julija, zakaj si Julija? Joj, Alex, to ni ta prava igra. Grško gledališče je grško. Tega takrat še niso poznali. Čak, se bom. Biti ali ne biti, to je sedaj vprašanje. Ne, Shakespeare tudi ni bil v tem obdobju. Ok. Valhun si in kaj ti mara, boj krvavi. Joj, Alex, daj pejt nazaj v šola, pojma nimaš. Ja, saj grem dan. Prišla sva do spodnjega vhoda, nama je tale ogled vzel kar ene slabe 4 urce, zdaj če bi si hotel vse ful podrobno pogledati, bi verjetno rabil čist cel dan, ampak ne moreš zdržati na tej vročini. Pa še en zelo dobro nameren nasvet, dejte imeti s sabo ful veliko vode, vmes je v bistvu nek na sredini samo ena postojanka, kjer lahko vodo ali pa pač podobne pijače kupite. Ampak ja, mi da sva imela s sabo več kot 2 litra vode in so vse popila. Tili škržati so pa kar glasni, a ne? V glavnem mi da se zelo odpravljava še do Artemidinga templa, ki je pa v Šelčuku, tako da mečkam stran, no. In pol vidiš na ključne koze, tako sred mesta. Pa je to fora. Ja, kje pa ste? Nisem vas hotel preplašati, no, hej. Za zadnji ogled v današnjem dnevu sva si izbrala Artemidin tempelj, ki ga vidite za mano. Kje ti tle vidiš kakšen tempelj? A tiste en stebr tam zadnji denjih, kjer ga tle hicamo.
To je v bistvu eno izmed 7 čudes antičnega sveta. Zdaj boste verjetno rekli, ja, kaj pa so to pač eni kamni, spet sam kam ne gledata. Ampak ta tempelj je bil včasih res veličasten in mogočen. Če mu rečemo monumentalen, to ni nikakršno pretiravanje. Samo predstavljajte si 127 marmornih stebrov, vsak visok okrog 18 metrov. Tempelj se nahaja v mestu Seljuk. V bistvu je bil pa 3-krat obnovljen v celoti, na kar so ga nazadnje porušili leta 401. Je pa to še ena taka stvar, ki sem jaz pač res hotela kljukco narediti, da vidim še eno izmed 7 čudes sveta. Sem kar Ponča tjale poslala, da bo za primerjavo za velikost. Lejte, koliko je bilo to v resnici mogočno. Meni je vroče, lahko neham pozirati tle. Ja, nehino! Kdo ti je pa rekel, da moraš tam gor stati? Jo, ti si mi rekla, da moram sem gor jeti. Ne, pa ne! No, zdaj smo pa naredila še eno kljukco. Kako dober. Lej, koliko je zadovoljna. Je pa zelo zanimivo, če tako pogledamo. V bistvu imamo steber kot antična Grčija, mošeje kot arabski svet in zadaj še grad kot pač neka evropska kultura. Prav tako mešanca je tlele, ful dober. Kratko, a sladko. Na tej točki bo tudi midva počasi zaključila tale vlog. Pred nama je sicer še kar 3 ure vožnje do Pomukal, ampak to si pogledamo v naslednjem vlogu. Z vožnjo vas pa ne bova morila, to pa sem midva pretrpela tisti vroč grozen avto. Če vam je bil video všeč, ne pozabite pritisniti tistega všečka, tako da bodo tudi ostali vedeli, da je dober video, pa seveda tiste klasične YouTube stvari. Se pravi, tudi tu rdeč gumb, naroči se, je zastonj, pa nič ne grize, pa še ne boste zamudili naslednjega vloga, ki greva v Pomukala. To so tiste beli oblaki, ampak so v resnici kamni. Ful zanimiv. Se vam splača res naročiti, da boste to videli. Do naslednjič pa lepo bote, pa čau čau. Oziroma po turško. Gule, gule.